Kmetija. So vprašali muca Johnnyja, če na kmetijo bi šel živet, pa mu to bilo je smešno za umret. Ko rekli so, da tam zelo lepo je rekel hvala, a raje ne. Je o kmetiji slišal že številne zgodbice, ki mu jih črna ovčka povedala je. Se na kmetiji je pred davnim časom zaposlila in v tem času veliko doživela. Ko se na kmetiji je zaposlila, je tam delovodja bil gospod Žaba, nekega dne k njej pristopil je in o njej izprašal jo je vse. Mu je na vprašanja odgovarjala in se zraven ni pretvarjala, nato pa kar naenkrat, kdo ste pa vi, vprašala je, in bil tako je presenečen, da pozabil poznaneje besede vse. Mu bilo je všeč, kako je neposredna in jo nekega dne vprašal, zakaj pa pričeska taka, in ona kot izstopa ustrelila je, da gube na čelu ne vidijo se. Tako izpljunil moško je modrost, da ženske ponavadi kupijo boljši modrček, da preusmerijo gledanost, je mislil, da mu ne bo kos, a je rekla, da je slišala, da tudi podpora za penis obstaja. Se mu to je tako fino zdelo, da na poti v pisarno vprašal je Kokljo. Gospa Koklja, ali ne želite, da se vaše gube vidijo, da nosite pričesko takšno? Za Kokljo to močna žalitev je bila in k črni ovčki potolažbo je prišla. Ovčka jo je potolažila in priznala, da to njena bila je šala. Psiček z kmetije pa je ovčki rekel, da ko hlev je prišla, ni toliko nazaj govorila. Sam pa tudi ni najbolj bister bil, zato pa danes nekje ovči je pastir. A gospoda Žabo niso vsi radi imeli, ker dal je prednost disciplini. Ovčki pa to je zelo všeč bilo, da preveč naokoli se hoditi ni smelo. Se ona lepo hlevo je imela, vse dokler ni nekega dne obvestila dobila, da naj pri Žabi v pisarni se oglasi, ker ni vse v redu z njeni delovnimi časi. Se ji čudno zdelo je zakaj, vse delala je kakor zmaj, delala je na dure in se potila, ter vsake delovne sobote se je veselila. Ovčka moja, je rekel, nekdo od podgan na kmetiji se je pritožil, so te dobro preverili in toliko nadur več ne bodo dovolili. Dobila je le velike oči in namrdnila se, a gospod Žaba jo je potolažil, da je sklenil kompromise. 1 ura na dan še gre, je rekel in ji pogodbo o delu ponudil. Tako naj ostala bi srečna, a bila je vedno bolj tečna. Je avtoriteto lahko samo takrat spoštovala, če je leta smisel imela. Ker pa podgane znajo hitro se množiti, jih ni bilo mogoče ukrotiti. Težava tukaj nastala je, ker bile so od nevednežev izvoljene. Ker pa revolucije hotela ni začeti, je morala nekako potrpeti. Nato je vse nekako lažje postalo, ko tim so dobili pridno delavko čebelico. To bila je čebelica pridna in hitro se je z ovčko lepo ujela. Če pa je kakšno ušpičila, je rekla, to sem se od ovčke naučila. Delo, disciplina, norma, da je joj, vse to bilo je, dokler gospod Žaba ni odšel v pokoj. Si za naslednika izbral je gospoda Prasca, saj je mislil, da leta vreden je zaupanja. Je nekaj časa kar dobro jim šlo, redno je zaposlil tudi čebelico. Tudi nekatere miške ta čas je doletela, ker čakalo jih je veliko dela. Skupaj preživljali so dobre in slabe čase, a kaj kmalu je vsak začel misliti le nase. Tudi prasec kmalu je ugotovil, da z zaposlitvijo prijateljev napako je naredil. Ga nihče več ni spoštoval in tako za svojimi idejami sam je stal. Tudi ko moral bi napredovati, njegovo napredovanje dobil je zvesti kužek maki. Tako je nehal sprejemati ideje in ni se več brigal za izboljšave, ko pa na kmetijo je prišel osel, novi, veliki šef, tudi nihče od prasceve bande ni bil več tako zagret. Je osel svojo inteligenco pokazal in prascevo bando vohune od drugod poslal. Črna ovčka pa se je samo lepo smejala in lepo iz hleva raje v kačje gnezdo delati odšla. To zanjo je bila priložnost velika in vse je bilo, kot se šika. Je iz kačjega gnezda v miru opazovala, kakšna revščina v hlevu je postala.
Edino, kar jo tukaj moti še, je to, da tudi tukaj podgane vladati želijo. Sama proti temu ne more storiti nič in živi v upanju, z željo, morda pa kače le nekega dne te podgane požrejo.